Zdenka Badovinac, Saša Nabergoj, lepo pozdravljeni. Ko sem vaju klicala z vabilom oddaje, v kateri bi malo pokomentirale letošnji Beneški bienale, me je presenetilo, kako hitro sta se obe strinjali. In me najprej zanima, zakaj. Jaz hodim že več kot 30 let na otvoritve bienala in se mi zdi, da je to neka domača naloga, in če me nekdo vpraša, bi se mi zdelo sramotno, če ne bi imela kaj za povedati. Tako da mi je hvala za povabilo, mislim, da sem vesela te priložnosti, da povem svoje mnenje. Saša Nabergoj. Enako, dodala bi še, da to mislim, da je absolutno že hoja na bienale, domača naloga vseh kulturnikov v slovenskem prostoru, sploh, ker ga imamo tako blizu nas. To, drugo pa imam pa sploh po tem bienalu, ko pa mislim, da je vse nekako prišlo nekako, hvala ti, ja, tujke dan danes. In tudi po vseh teh desetletjih, tudi analiziranja bienala, ne samo iz stališča umetnosti, ampak iz stališča pristopov, kako to umetnost kažemo in komuniciramo. Se mi zdi, da letos bi rabili še malo več, kot ta čas, ki nam bo danes na voljo. Tako da v bistvu sem bila vesela, da lahko predebatiram določene stvari, ker jaz moram reči, da se mi kuha ves čas teh predotvoritve, smo hodili okrog, debatirali in tukaj enih nivojev, da po mojem si bova samo mačkam dotaknili ene par. Tako da me zanima, iz katerega bova šle noter. Ja, prav na to sem ciljala, na to letošnjo izvedbo. Zanimivo, obe sta omenili tudi komentar Antonije Majača, med drugim je bil objavljen v eFluxu in je pomenljiv tudi v kontekstu besed predsednika bienala Pietrangela Botafoga, ki je ob kritikah ruske udeležbe na bienalu, ta je v primerjavi z Izraelom sprožila odziv tudi na ravni Evropske unije. Skratka, on je ob tem govoril o odprtosti in sodelovanju. In ona lepo pokaže, kako bienale ni nekaj nevtralnega, kako je njegova struktura politična. Kaj se odpira ta komentar? Jaz mislim, da je Antonija Majača res zadela in priporočam, zelo lahko se dobi ta članek na internetu, na eFluxu. Ona tudi živi v Benetkah trenutno, sicer je po rodu Hrvatica in ima dober pogled na to, kaj se v Benetkah dogaja, ko ni bienala, oziroma tudi ko je bienale, ampak se na bienalu o tem ne govori, in dobro razčleni to zgodovino bienala od Mussolinija naprej. Skratka, vse te stvari, ki botrujejo vsakičnemu razburjanju okrog nacionalnih paviljonov, seveda smo vedno kritični, vedno ista pesem. Zdaj pa, kot pravi Saša, je zadeva kulminirala. Kulminirala je po mojem v smislu, da bienale, kot je zastavljen, se zelo ukvarja s postkolonialnim kontekstom, zelo malo pa z materialnim kontekstom samega bienala, ne? In zato pride do nekega kleša in jaz mislim, da prav zaradi tega bienale zgleda precej apolitično, ne? Čeprav je tam seveda ogromno del, ki naslavljajo in genocid v Palestini in njihove probleme afriške in cel svet in podnebno krizo. Vse to je prisotno skozi posamična dela, ampak bienale kot celota pa mislim, da izveni zelo mehko, ne, v času, ko se svet okrog nas podira, ne. Že ta sam naslov In Minor Keys, ne, se pravi v molovskem, ne vem, načinu, kako je to tonaliteti, kako se to točno prevede, ne, da je mogoče ni bila najbolj posrečena odločitev za ta čas, ki je pa res rezultat teh novih kolonialnih odnosov, neoliberalizma globalnega, vsega tega, in tukaj mislim, da enostavno zgreši, ne. Mogoče bi, hvala za, ker sem prav razmišljala, od kje zdaj to prije. Tako da najprej bomo nadaljevala v bistvu to analizo o tem, da v bistvu presenetljivo, glede na čas in prostor in tudi glede na delo kustosinje, kot sem jo poznala, da ta bienale je pravzaprav zelo, kako naj rečem, atmosferičen celo na en način, imersiv, ne, sploh ta razstava glavna, kar te v resnici torej zaziblja v neko lepo, neko področje umiki sveta, ko pa pravzaprav bienale je sredi sveta. Ne, meni je bilo po bistvu to tudi precej presenetljivo. Jaz mislim, da ta bienale, zdaj kot struktura, seveda, pravzaprav ne kaže problematičnih situacij v svetu, ampak pravzaprav je to postal
Ne zaradi umetnosti, ampak zaradi vsega, kar se je zraven dogajalo. Ampak zdaj, da ne bomo šli preveč, kar ste vem, da veliko že imeli, samo pač politiko, ki dejansko seveda, Beneški bienale je bienale nacionalnih držav 19. stoletja. Jaz tukaj celo mislim, no, da smo prišli do točke, ko bi bilo potrebno ga popolnoma na novo postaviti in premisliti, ker so pač tudi države prišle iz 19. stoletja do nekega konca zgodovine. Super, da je zraven mene Zdenka Badovinac, ker ona je bila tudi večkrat vpletena v različne načine mehčanja, te seveda teritorijalne, nacionalne, mislim, da si bila kustosinja v avstrijskem bienalu, Avstrijci so se dolga leta pač tudi ukvarjali precej s tem, kako razbiti, ne, ta nacionalistični. Tu seveda je še nemški paviljon, ki ga mislim pol še malo ment, ki že samo hišo, ne, pravzaprav manifestira vse to, kar zdaj govoriva. Ampak kar je pa glavno, jaz mislim pa, da je kustosinja naredila koncept, 2 tedna preden je umrla. Skratka, žal, mislim, tukaj res obžalujem, da nismo videli, ker vsi kustosi pa vemo, da koncept je začetna faza, ki se potem seveda spremeni čez skup enih dogajanj, ki pripeljajo potem do končnih razstav, še posebej na Beneškem bienalu, še posebej v današnjem svetu. In še to, da je potem 5, ne, tukaj šla bi pa mogoče na ta kuratorski del, skratka, mislim, da 5 asistentov, ki jih je sicer zbrala, so potem pripravili do konca na podlagi nekega izhodičnega teksta, ki v bistvu je nek drug medij zares, kakor končna razstava. Zdaj da ne bom preveč skakala v samo to psihologijo, ampak tudi konec koncev že mislim, da so želeli pokazati oziroma in narediti omaž temu njenemu izhodišču. Ena stvar še, tako eno spet Zdenki besedo je, mislim, kar je bilo na nek način zelo spet v nebo vpijoče, začetek razstave v Arsenalu, skratka, te ključne razstave, katere koncept je postavila, se začne s krasno pesmijo If I must die, skratka, če že moram umreti, potem moraš ti živeti, ne, zdaj to je moj prevod, ampak mi grejo že, da boš lahko povedal mojo zgodbo. Skratka, doktorja, pesnika, aktivista, ki je bil pred 3 leti ubit v Gazi. Nekaj 100 metrov naprej seveda pa naletimo na izraelski paviljon, ki so ga, to si bom malo drznila, premaknili oziroma malo pod pretvezo, da prenavljajo, zdaj pa že kar nekaj leta, ne, paviljon v Gdžarinih, prestavljen nekam brez meja v Arsenale. Jaz mislim, da je zelo koristen ta bienale v smislu, da provocira nas, profesionalce, da razmislimo, kaj se pravzaprav dogaja v tem art svetu danes, ne. In ta njen koncept se mi zdi, da zelo izvira iz časa covida, ne. V času covida se je začelo na veliko govoriti o skrbi, o dihanju, počasnitve in to. In ona nadaljuje prav to, se pravi, da v tem groznem svetu je zdaj najvažnejša odločitev, da mi začnemo globoko dihati, pa se ne norčujem, ne. To je tudi pomembno, seveda, da se upočasnimo, da si vzamemo počitek in pri tem se ona navizuje, ona govori, njen glas prihaja iz Afrike, ne. Čeprav je delala in rojena, jaz mislim, v Švici, ampak nima veze. Ona ima 2 umetnika, ki jim pravi shrines, se pravi ta na oltarjih da, v smislu njenih referenc, in to je Iza Samp in Beverly Buchanan. Iza, ki je že umrl, on izhaja iz Dakarja in je tudi njen učitelj na nek način bil, in Beverly, ki je pa črnka, ki živi v Ameriki in tam ustvarja, ampak se ukvarja pač s to črnsko vernakularnostjo, načinom gradnje, skratka, ta kultura, ki tam obstaja in ni nekako vključena še dovolj. In mislim, da je tudi to, kar je pomembno pri Kojoko, da zelo veliko stavi na šole, ne. Zdaj, enemu navadnemu obiskovalcu te stvari niso toliko očitne, ampak je zelo pomembno vedeti ta njen mentalni okvir, ki pa po moje ne zdrži spet današnjega sveta. Ona začne s to krasno pesmijo, ne vem, če je to njena odločitev. Ne, to ni bila njena odločitev. Skratka, začne z palestinskim pesnikom in je tudi dosta referenc in tudi nekaj palestinskih umetnikov in nekaj umetnikov iz Bližnjega vzhoda. Ampak tisto, kar pa sfali, je recimo, če že govorimo o afriškem glasu, sodobna Afrika.
Recimo, kje je genocid v Sudanu? Mogoče kakšno delo, ker je ogromen bienale, ga seveda nismo videli, lahko da sem kaj spregledala, ampak nisem spregledala palestinskih glasov, velikih protestov, tudi sama sem sodelovala, seveda. Tisto, kar meni manjka, se pravi, če je zelo močna ta postkolonialna pozicija, ne vidim novega kolonializma, recimo strašne kitajske prisotnosti v Afriki. Mislim, če greš recimo v Etiopijo, to so sam kitajska podjetja še tam, ne? Ali pa tudi itak ruska, ne vem, name it, kapital, ki ni afriški, obvladuje Afriko danes, ne? Tako da te stvari se mi zdijo, da izpadejo na žalost. Vem, da je namen in poznam te kustose, še zlasti Rašo Salti, ki je iz Bejruta, da je namen bil popolnoma drugačen, ne? Da bi podali nek izhod iz teh kriz današnjih. Vendar, nažalost, cel bienale izveni kot neki art washing, se pravi, kot neko čiščenje slabe vesti tistih, ki ustvarjajo ta zahodni kontekst, ne? Ja, mislim, da so podobno nekako mešane številne kritike na spletu, recimo Guardianov, pisac je bil precej oster v tem smislu. Mislim, sama sem razmišljala, da morda pa gre za nek poskus drugačne političnosti, ne? Ker govorijo v tekstu o neki nedirektni političnosti, nekatera dela so kritična, kot ste tudi omenili, morda izpostavimo še kakšno, naprimer Avija Mograbija, Uriel Orlov, Mohamed Joha. Ampak, kot pravite, Zdenka Bedovinac, ja, nekatere stvari umanjkajo. Vendar, ali je lahko cilj in izhodišče drugačno, manj politično v tem času? Oziroma drugače? Kar jaz nadaljujem. Okay. Jaz mislim, da seveda je zelo nehvaležno kritizirati bienale, ki je vprašanje, kakšnega bi sama naredila, ker je to res zelo težka naloga in kustos ima dobro leto, da to naredi, ne? Se pravi, skoraj mission impossible. In v glavnem, mislim, da bi bila tukaj zanimiva primerjava z bienalom Okvija Envezorja, ki je tudi Afričan po poreklu, tudi zahodno šolan kot tudi Kojo. Njegov bienale je bolj govoril o sodobni Afriki kot ta. Čeprav se strinjam, mislim, narobe bi bilo reči, da tam ni del, ki so politična, ne. Meni so bila blizu dela, recimo, ki se ukvarjajo s to kolonialno zgodovino, ne, in opozarjajo na današnje branje nekaterih afriških umetnikov, kot je recimo o tem govorita Sami Baloj iz Konga. On prav naredi analizo, kako je ta kolonialni diskurs oblikoval razmišljanje o afriški umetnosti. Zanimivi so mi recimo umetniki iz Bližnjega vzhoda, recimo seveda so tukaj umetniki iz Bejruta, tudi Walid Rad, ki je bil zdaj v nedavnem Moderni galeriji in ima seveda to neko varianto podobnega dela, kot je naredil za Moderno galerijo, in on se ukvarja s temi spekulativnimi zgodovinami. In je cel kup enih libanonskih umetnikov, recimo, ki se ukvarjajo z tem odnosom, verjetno bil on sam dosti vpliven, pa še drugi umetniki iz njegove generacije. Se pravi, on se ukvarja dosti s tem odnosom fikcije in realnosti, ne, čeprav sam nima rad te besede fikcija. Recimo iz Libanona Joana Hadži Thomas in Khalil Joreige, ona dva naredita veliko inštalacijo z arheološkimi, kako se temu reče, ostanki v Arzenalu, in to zgleda, tako prideš zraven in zgleda to kot neka znanstvena inštalacija, ampak ko malo bolj pogledaš, je to ena fikcija zopet, ne. Tako da mislim, da je, ali pa Vietnamka Tami Nguyen, se opravičujem, mislim, da imamo probleme s temi imeni, ki so za nas vsa nova. Mislim, da je to tudi mogoče zanimivo. Ko sem jaz začela na bienale hoditi, sem poznala vsa imena, ker smo bili vsi šolani s flash artom, skratka, imena so bila, v njih 100 imen, pa smo se jih naučili. Zdaj pa vsake bienale prinese nova imena in naslednjič jih ni več zraven, ne. Ampak nekaj sem ravno brala, da pa so seveda analize umetnikov, ki se pogosto pojavljajo na bienaleh, in da tudi v tem smislu ni tako
presenetljiv ta konkretni bienale, oziroma da niso spet tako zelo spregledani umetniki nujno. Mislim, Beneški bienale praviloma niso bili, ne. Jaz mislim, da Beneški bienale ne smemo pozabiti, to je pač najstarejši bienale, še enkrat, jaz mislim, da cela struktura ni nedolžna, ne bomo zdaj obnavljali od Maječe teksta, ampak v resnici je ta pač bienale, nisem v nekem drugem sem prebrala, da bi se bienale bil vedno pa seveda povezan s politiko, tako da zdaj pač se je nekako izkazalo, da je ne moramo kontrolirati, ampak da je eksplodirala znotraj tega umetnostnega sistema. Drugo pa, prej, ki si rekla artwashing, ja, mislim, to zdaj že kar, mislim, da že kar hiter je ta svet zbirateljev pogoltno, svet umetnosti. Ampak jaz mislim, da se to pravzaprav zares zgodilo v času najinega že profesionalnega življenja, podobno kot z nogometaši. In z umetniškimi deli in predvsem z bogataši, predvsem iz vzhoda, ki so popolnoma spremenili svet, ne? Ki seveda vplivajo na izbor in jaz sicer moram reči, se ne ukvarjam na srečo z umetniškim trgom, razen malo teoriji, ampak kot sem brala, seveda, baje pridejo v Benetke pogledati in v Basel kupiti. Torej v bistvu to, da seveda, da se ta platforma tu pa tam uporabi za bitka proti temu sistemu, super, ampak sistem sam seveda danes veliko hitreje kot v času konceptualizma pogoltne vse kritične glasove. Tam je pač trajalo par desetletij, od net art pa v part, ne vem, pol leta je bil že Vuk Čosič v Pompiduju, v zbirki, če smo čisto natančni. Medtem ko Charles Harrison je šele 20 let kasneje po Art and Language, ko je pač analiziral gotovo, kako so ravno proti temu, kar so se najbolj konceptualisti borili na Zahodu, ne pri nas ni bilo umetniškega trga, kako je ravno to kapitalizirali na njihov račun in jih pogoltnili. Tako da, kar se tiče Benetke, mislim, da seveda izredno še enkrat pomembne, čeprav se pravi, me veseli, da ti več govoriš o umetniških delih, ker sem se pa tokrat več ukvarjala za samo strukturo, ker v bistvu je bila vidna. To je tudi neverjetno. Prej mogoče teh stvari nismo opazili, tako da od jaht zbirateljev, ki so parkirane pred Giardini, do koncev Katarja, ki je na račun 40 milijonske ali 50, 47, 50, da nas je to čisto vseeno v končni fazi, uspel dobiti torej dovoljenje in paviljon v Giardinih, ki so spomeniško zaščiteni že 30 let. Ja. Tako da v bistvu je rata pravzaprav postalo tako fizično jasno, kot nemški paviljon, no? Tako da bo mogoče pa zdaj vseeno še umetnosti. Mene pa recimo tukaj se mi je zdela pa tudi zelo zanimiv projekt, spet žal, sicer ta dramatika je tokrat res vse padla, tudi nemška umetnica je umrla žal tik pred, in to po neki kratki bolezni, tik pred odprtjem, tako da vsi stvari, kot je še vse pripravila, ampak recimo ta paviljon, mogoče vse ima zanimivo zgodbo, seveda paviljon je na novo dal zgraditi ali prenoviti Hitler, ker ni bil zadovoljen s tistim, ki je bil leta 1934, ko je obiskal Beneški bienale skupaj z Mussolinijem. Skratka, bienale je bil vedno kot nek tak buffer tudi za politiko. Se načuram ga, da je koncev Kržišnik organiziral avtobus iz Benetk na grafični bienale, ker je pač tudi malo podoben uporabljal umetnostni sistem. Skratka, nemški paviljon leta 1938 so ga na novo praktično postavili, ker se je Hitler izdel premalo arijski, tako da so zamenjali neoklasicističnega z tem, ki ga imamo še vedno. Tako da v bistvu je res arhitektura tevtonska, ni več teh lepih ionskih stebrov, ampak so tevtonski. So po vojni sicer umaknili kipa Mussolinija pa Hitlerja, ki sta bila v nišah v zunaj in odstranili pač vse te pozlate in vse ostalo od Reicha, ampak seveda sama arhitektura pa je popolnoma jasna. Tako da seveda od 90-ih vsaj naprej, mislim, da Hans Hake je popolnoma uničil, meni se zdi tam 93 se neki ukvarjajo s svojim paviljonom, Ja, z njim samim, in tukaj se mi zdi tudi zanimivo ravno zato, ker tle sta se pa v bistvu skupaj delale, zdaj bom pa jaz naredila Sung Tiev, moj poskus izgovorja vietnamskega imena. Poskusila preveriti Sung Tiev, ja. Prosim, nisem preverila, kako se izgovori. Skratka, vietnamsko ne znam povedati, ki je seveda oblekla paviljon in ga pravzaprav poskušala predrugačiti, vsaj na tej vizualni ravni, v bloke vietnamskih priseljencev v vzhodni Nemčiji, v vzhodnem Berlinu je ona odraščala, jaz sploh nisem vedela, da so Nemci imeli kar veliko število priseljencev iz Vietnama, tako zahodni in vzhodni, in da v resnici vsi so mislili, tako vzhodni in vzhodni Nemci, da bodo samo prišli narediti neki del in šli domov.
nikoli jih niso hoteli zares asimilirati oziroma jim pomagati, da bi tam zaživeli. Tako da še vedno živijo podobno pač kot ostali priseljenci v nekih blokih nekje na periferiji, no, tako da istočasno, ko je Sung pravzaprav spremenila podobo, se noter v paviljonu, pa mene pa zelo blizu taksonomija, skratka je ne živali, ampak ta Henrike pa je zbirala predmete, imela en ogromno ropotarnico predmetov, iz katerih je vedno znova gradila zgodovino spet DDR-ja. Skratka, gre za dve vzhodno-nemški umetnici, obe rojeni v vzhodni Nemčiji. Ta del mislim, da je seveda zelo lepo sodil v končni fazi tudi v sam koncept. Nemški paviljon, mislim, da v frizu tudi izpostavljajo kot enega najmočnejših in ob boku z nekako bolj omlednimi, naprimer omlednim ameriškim, naprimer, ki ga opisujejo kot lobby art in te kritike pogosto dobil, ne? Ja, mislim, da je ameriški problematičen tudi iz drugega vidika. Jaz nisem šla pogledati 3 paviljonov, in to je ameriški, izraelski in ruski iz očitnih razlogov. Mislim, da je zanimivo seveda razmišljati o paviljonih, kar nekaj je dobrih paviljonov in prav te močne države, Saša je že omenila Nemčijo, se strinjam, da je zelo zanimiv paviljon to, ki govori, mislim, da prvič, kar se tiče te zgodovine nemških paviljonov v Benetkah o vzhodni Nemčiji in v bistvu tudi o tej nerešeni obljubi združitve, se pravi tudi ta zavesa je tam neka raztrgana železna, ki govori dost direktno o tem. Na koncu razstave celo, ne prideš do železne zavese, ne na koncu tega. Ampak mislim, da so tudi druge te močne države, kot je Francija, Velika Britanija, močne v smislu te korektnosti. Nemški paviljon je vedno bil zelo korekten, te multietične strukture nemškega prebivalstva in vseh problemov, ki se s tem povezujejo. Tokrat je to tudi Velika Britanija, ki ima umetnico, ki je rojena v Zanzibaru, Ljubljano Himit. Ona je naredila fantastičen, mislim, da en boljših paviljonov z slikami, ki ustvarjajo kot neko zgodbo. Te slike so razporejene kot nek teater in ta zgodba govori o problemu teh, ki niso od tam, pač problemu pripadanja, belonging. In mislim, da govori o tem tudi francoski paviljon, kjer je maroška umetnica Ito Barata, ki seveda živi obesta, francoski ali angleški umetnici. Kar se tiče teh nacionalnih paviljonov, mislim, da je najbolj provokativen projekt celega bienala prihaja iz nacionalnega paviljona in sicer iz avstrijskega. Zelo težko je bilo tam priti v času otvoritve, 2 ure je bilo treba čakati na otvoritev, ne, tega provokativnega, performativnega paviljona. Florentina Holzinger je umetnica, ki je koreografka in tudi vizualna umetnica. Je naredila čisto na kratko, ker je zanimivo, ta Dixi stranišča povezana z nekim bazenom, ki je bil viden. Ljudje so bili povabljeni, da tam lulajo in pač ta tekočina človeška se je filtrirala in se s to tekočino napolnil bazen in v tem bazenu so ljudje oziroma umetniki, performerji z maskami in to bo trajalo do konca bienala. Skratka, na zelo en tak poseben način je opozorila na našo soudeležbo v vsem tem hranju, če lahko tako rečem, današnjega sveta. Mislim, da je to zelo močen paviljon, zelo tudi kontroverzen. Ja, vidiš, in Angležinjo in njo, ne, tako da to definitivno se o njem največ govori. Ja, tako da zdaj, ki ne bo nagrad, verjetno bi bila v ožjem izboru. Meni je bil tudi všeč poljski paviljon, ena super videoinštalacija, umetnik Bogna Burska in Daniel Kotovik sta naredila videoinštalacijo, ljudje koreografirani v bazenu. Gre za gluhe ljudi in sporočilo je o alternativnem načinu komuniciranja, povezano tudi s problemom kitov, valovanja, vsega tega. Ne. Moram omeniti tudi še eno zanimivost, ki sem jo prebrala v albanskem paviljonu, ki mislim, da je tudi zelo dober. Nek hibridni video, kjer se pojavlja ženska, ki je malo res človek,
človek malo je proizvedena umetnost, umetno inteligenco, seveda. Celo zgodba se navezuje na stereotipe, med drugim v Albaniji. In se zgodba referira na slovenskega pisatelja Janka Lavrina, ki je bil v Rusiji in je 1916. leta napisal knjigo V deželi večne vojne, se pravi Albanije. In na to knjigo se albanski, čisto kot zanimivost, ne. Ja, mislim, da so to eni taki močni, jaz bi omenila še Moldovo, Pavla Braja, recimo, ki je... Ja, Moldova, no, pa glede na to, da imaš ti povedala to, kar vam jaz tukaj napisan trenutno. Ja, očitno izhaja iz istega konteksta. Oziroma ima podobne afinitete, ampak Moldova je zanimiva. Ki ima te pač drone, ki nosijo čilime, se pravi, da nek nadzor, nek aparat nadzorovanja, ki je kot dron se spremeni v nekaj prijaznega. Gre pa predvsem za res zanimivo prostorsko. Jaz sem mačkam drugače zaznavala, to je zanimivo, vidiš, ne, prostorska instalacija v neki mali kapeli, nekje zraven železniške postaje. To sicer je tudi prednost v resnici Beneškega bienala, tega se nismo dotaknili, ampak države seveda ogromno več, ne, kot jih je bilo, ko so pred dobrimi stoletji si razgradili svoje paviljone. Tako da seveda danes je po mestu ogromno začasnih paviljonov in meni je tudi to zanimivo, no, ne samo hoditi po Benetkah in medtem, ko pač iščeš ostale stvari, nasrečevati še kaj drugega, ampak spoznavati res različne prostore za razstavljanje. Tako da ta je dejansko bil zame kar odkritje, nekje blizu železniške postaje, ena kapela, stopiš noter, najprej se moraš prilagoditi te temi in potem v bistvu ugotoviš, ja, da droni nosijo čilome na tabore, teče preproga. Jaz sem to malo povezala z Aladinom in s tem, kako je ta svet zgleda sanjski, vse je dostopno, ampak vse kaotično. Skratka, ta je res tak, da prideš tja in po moje zelo sodobno komentira in zelo dobro ta svet. Pa, veš, kjer je bil pa tudi meni zanimiv, pa mi sicer ni čisto uspelo, bom pa definitivno šla, jaz se namreč vedno dvakrat na bienale. Najprej grem na ta predotvoritev, ker takrat pač pridejo naši kolegi, skratka ljudje, ki se ukvarjajo z sodobno umetnostjo, kulturo, tudi dediščina iz celega sveta. Za nas je pa to 2 uri vožnje in tako da dobiš pravzaprav najboljše, vsaj zame, najbolj zanimive sogovornike, par dni zaprte v Benetkah, potem pa se ponavadi vrnem, sploh z ekipo, da si v relativnem miru pogledamo vse te, vse, seveda nikakor ne vidiš vsega, ne, ta namen te razstave nikoli ni, da vse vidiš, tudi nikoli ne bi, konec je ogromno stvari izgubljeno v prevodu, pa ne samo v jeziku, v vsakem primeru. No, tako me pa zanima in se mi tudi celo zanimivo pa je Vatikanski paviljon. Se mi zdi, kar sem prebrala, izredno, mislim, seveda popolnoma nepričakovano. Obrist naredil. Hans Ulrich Obrist, Kustos še s kolegom, predvsem pa se osredotočata seveda na 2 mestih, prostora je dovolj, ne, tako da en je krasen, tak mističen vrt nekje sredi Benetk, tudi tam nekje v Kanaređu, ta drug je pa v Kastelu, skratka tam blizu zares Arsenala in Bienalov in osredotočata se pa, naslov je pa The ear is the eye of a soul, skratka, uho je oko duše. Ta osrednja ideja, kjer sta štartala, da se vam spomnim njegova kolega, s katerim sta skupaj naredila, je Hildegard iz Bingna, skratka, nuna, skladateljica, mističarka, kako se temu reče, filozofinja z 12. stoletja. En del te razstave je, in ta se mi zdi malo zanimiva, ker te so šli pa res mogoče malo direktno v ta drugi svet, skratka dobesedno malo razumeli ta odmik v molovskih tonih, to se pravi kot neki, da se pač nekam umakneš in potem prideš nazaj v ta grozni svet in dejansko si nadaneš slušalke in se sprehajaš po, mislim, da 12 točkih na krasnem vrtu. Kar se mi zdi tudi malo smešno v Benetkah na en način pa je, no, to so projekti, ki se meni dejansko zdijo precej nenavadni za tako velike manifestacije. Spet vrsta, kakor ste že razgledali, vrsta je bila, mislim, da nekaj 3 ure, zato da so pa ljudje dejansko rabili ta odmik, po moje, od vrste in tega, če malo tako pogledam. Glavna umetnica je Patti Smith, ki je imela tudi performance, skratka, v Benetkah se res glede teh paviljonov dogajajo zelo zanimive in včasih tudi malo nepredvidljive stvari. Jaz bi omenila še 2 paviljona, če lahko, ki mislim, da jih je pomembno omeniti in ne bi bilo prav, da jih ne omenimo, in to je Južna Afrika, oziroma ne več Južna Afrika, ker je bila cancelana ta umetnica Gabriele Goliat. Mislim, da je to en najboljših projektov v Benetkah, ki je v Chiesi di San Antonin.
Poznamo zgodbo, Južna Afrika je zatožila Izrael na sodišču, Zato, ampak ne glede na to, pač politika je povsod razslojena in je tam neka kulturna ministrica južnoafriška, ki je druge orientacije, kot je bila ta odločitev, prepovedala oziroma vse naredila, da Gabriele Goliat ni zastopala Južno Afriko in potem je seveda se zgodilo, da je vseeno pač našla to priložnost in naredila razstavo, videoinštalacijo o žalovanju. In mislim, da je to eno najboljših del, ki se tiče sploh vojen današnjih, serija nekih žensk, ki stopajo na videz iz enega ekrana v drugega in vsaka spušča do konca, do nemoglosti neki glas, ki se potem nadaljuje v drugem ekranu. Skratka, gre za žalovanje, ki ga ona razlaga kot orodje solidarnosti in se navezuje na neki konkretni femicid, na poboje v Namibiji začetka 20. stoletja in seveda na Palestino. Potem bi omenila še ukrajinski paviljon, ki mislim tudi, da je zelo dober. Žana Kadirova je umetnica, ki je razstavila videoinštalacijo in konkretno objekt jelena iz betona na Đardinih. Ta jelen je bil prisoten v Pokrovsku, mestu v Ukrajini, na betonski ploščadi, kjer je bil nek sovjetski spomenik, ki je slovil militarizem prej. Skratka, spletom okoliščin in vsega, kar se tam dogaja, se ta jelen selil po Evropi in bil razstavljen in postal nek zelo pomemben simbol izkoreninjenosti, tudi upanja in vsega tega. In mislim, da je to en boljših paviljonov. Jaz bi omenila še našega, moram reči, jaz sem bila zadovoljna za našo, dejansko zelo za našo predstavitvijo, ne sej zadnji, pa ne zadnji seveda. Jaz mislim, da smo res dejansko uspeli na več nivojih, zares pripraviti projekt, ki bil dejansko interdisciplinaren. Gre za seveda projekt Nonumen grupe, da mogoče malo povemo, skratka, raznolika ekipa, ki že nekaj let deluje na področju, skratka, ne spomenikov, raziskuje, dela interdisciplinarne projekte. Tokrat so se skupaj s kustosino Natašo Petrešim-Vašle prijavili s projektom Džamije. Skratka, džamije, ki je ni. Džamije, ki so jo v Logu pod Mangartom zgradili za bošnjaške vojake v tistih časih, ko smo spadali pod Avstro-Ogrsko, ki pa tudi, kot si ti rekla, se politike menjajo, pa ena ministrica, tam pa so se vojaki, pa države, pa vse. Torej bilo še malo bolj konfuzno, ampak sem prav pomislila, dejansko prav in sink v skladu z tem, pravzaprav z Beneškim bienalom in s takimi dogodki. In še nekaj bi dodala. Benetke so v resnici Beneški bienale seveda izredno netrajnostno zasnovano še to. Jaz mislim, da v tem svetu bi se lahko tudi malo vprašali, ker tukaj gre za ogromno produkcijo, ki se danes pravzaprav iz enega drug nadaljuje. Ker so bile midve mlade, je bilo to par mesecev, zares tisti bienale se spomnim, zdaj pa dejansko se en konča in skoraj že drugi začne. To se je podaljšalo, ker to je seveda kulturna industrija in to tudi prihajajo ogromna sredstva. Tako da kar mi je bilo res tudi všeč pri našem paviljonu je bilo, da so za izgradnjo njega uporabljali ostanke preteklih. Tako da tukaj bi rekla, da je seveda premišljeno in tako da lahko smo zadovoljni, zelo ponosni na našo predstavitev letos. Se strinjam, mislim, da je tudi požel, da je večkrat uvrščen na te lestvice. Je bil opažen. Tako da je zelo uspešna prezentacija. Kar dejansko je tudi vprašanje, kako prideti, kako bi to pažili, ker pač Benetke seveda. Mene je danes zato tudi zanimivo in zato tudi pelem svoje kustose doskrat v Benetke, da gledamo, to spravi, kako so stvari postavljene in predvsem, kako poskušaš ustaviti neko specifično publiko, ki je ponovadi neko množstvo ljudi in kako ga ne z enostavnimi, ampak dobro postavljenimi projekti nagovoriš. Kar je težko, seveda. Ampak je pri teh lestvicah zanimivo, kako se do neke mere pogosto strinjamo lahko s tem izborom, nekatere stvari res izstopajo, po drugi strani pa so izpostavljeni kakšni paviljoni, kjer sem sama presenečena, naprimer letos japonski, sem pač se čudila, zakaj. Ampak jaz mislim, da je to čas, ko je zelo težko opaziti neki skupni imenovalec tudi med nami. Mislim, da je bilo včasih tako en konsenz o tem, kaj je dobro, kaj ni tako zanimivo.
bil bolj prisoten. Letos smo se o vsem ne strinjali. Jaz bi še samo to omenila, da je ogromno stvari zanimivih in dobrih izven bienala. Še zlasti bi poudarila na Sale Dok, zelo pomemben prostor, ki deluje tudi izven časa bienale, kjer delujejo ljudje, ki so aktivni v mestu Benetk, ne. Se pravi, niso sezonski kulturni delavci, ampak delajo za mesto Benetke in gojijo kritično misel. Oni so tudi tisti, ki so bili pri soorganizaciji tega velikega protesta, podporo Palestincev proti genocidu, ki se ga je udeležilo ogromno ljudi. In tam je tudi trenutno zelo, zelo dobra razstava Tarika Padija, ki je pač umetnik iz te skupine, ki je pripravila zadnjo dokumento. Omenila bi samo še enega umetnika in to je Lawrence Abu Habdan na eni razstavi izven bienala, ki je naredil, in o tem tudi vsi govorijo, naredil je pač delo, ki govori o zvočnem topu v Beogradu. Tako da, če se mi ne prepoznamo s svojim svetom v tem postkolonialnem diskurzu na bienalu, je vsej nekaj naših tem tam prisotnih. Omenili ste postkolonialni diskurs in o tem sem tudi sama razmišljala, ali lahko ta bienale nekako v to umestimo, ali gre po drugi strani za to, kar sta tudi že govorili, za neko iskanje vedno nekih novih spregledanih zgodb, ki potem postanejo institucionalizirane. Skratka to, če se govori, da gre za spregledane zgodbe, na nek način so take zgodbe zdaj v ospredju. Torej govorimo zdaj o osrednji kurirani razstavi, ki naj bi pod naslovom v Molu izpostavljala neke. Ja, jaz mislim, da gre za oboje. Jaz mislim, da to, kar je tudi Saša omenila, skratka gre za to, recimo na zadnjem bienalu so bili umetniki, ki so govorili o tej indigeneity, kot se reče, ne, se pravi o teh umetnikih, ki tudi niso nujno vsi umetniki, ampak se povezujejo z nekimi lokalnimi znanji. In večina teh umetnikov je bila čez noč na trg, ne. Tako je tudi s teorijo, tako je tudi z idejami. Se pravi, da ta postkolonialna teorija je seveda pomembna, je pa hkrati hitro postane del tega artwashinga, ne. Mislim, da je fajn, če bi bienalu enkrat uspelo zagrabiti res tisti skupni imenovalec, ki je za vsemi temi problemi in ki ga ni tako težko definirati na koncu, ne. Bi se prav strinjala s tabo, da gre malo za oboje in da sploh zadnje čase smo se pravzaprav že malo hecali, da moraš biti nujno manjšina, pa spolno drugače usmerjen, da sploh prideš v izbor bienala, sploh na tem zadnjem 2 leti nazaj. Obenem pa zanimivo, ne, da človek lahko opazi maniero, skratka, tako pri impresionizmu kot pri sodobni umetnosti. Ampak dejansko se seveda to, kar zdaj bom potegnila v bistvu še eno povezavo, meni se bienale, tako res zdi malo podoben Evroviziji. Jaz mislim, da oboje je nek lakmusov papir, vsak na nek način trenutne družbe in da posod se po zmagi pojavijo malo podobne tendence pri pristopu, ne vem, pri načinu, pri mediju. Konec koncev zdaj dejansko je tudi ogromno projektov, ki so sicer meni zelo blizu, taki kot je v bistvu naš, ki temeljijo skratka na neki kompleksni raziskavi, ki gre v bistvu za raziskovanje, za pač občasno vizualizacijo, kjer so seveda lahko tudi kakšni boljši ali pa slabši, kakšni pač. Obenem pa pri tem bienalu si nekaj na začetku povedala, ampak že sama konstrukcija bienala, odkar je kurirana razstava in paviljoni, že sama po sebi proizvaja neko napetost, ne? Tako da gre v bistvu za neko poskus razumevanja prevodov, kot sem že prej govorila, prevodov, kjer se lahko veliko zgubi, lost in translation, spet ne govorimo o jezikih. Skratka, glavni kustos postavi temo, ki jo potem razdela na razstavi, potem pa kustosi pač nacionalnih paviljonov pa jo interpretirajo vsak po svoje. Ampak tudi ta interpretacija je zelo zanimiva. Včasih celo bolj. Ne, tako da zaradi tega mislim, da same Benetke dejansko so oboje, obenem pa kot rečeno, mislim, da so tako kot Kassel na en način prišle do nekega konca. In da se je pač svet tam zgodil, oziroma kar naenkrat se svet tam dogaja. Tako da, mogoče bi zaključila z to zamislijo. Jaz sem šla brati namreč od kustosinje, že prej, ko se je vse skupaj dogajalo, ker me je zelo zanimal njen koncept. In mi je bilo zanimivo, ker je izpostavila, da razstava noče komentirati svet, ampak mu nastaviti lečo. Skratka, povečati, jaz mislim, da če sem spet ugibam, mislim, da povečati
pač pozornost na tiste stvari, ki jih je ona pač imenovala, te molovski toni, kjer ona razume umetnost, zdaj ne vem, ki ne kriči, ampak umetnost na splošno, ki mogoče lahko znotraj v nekih teh umestnih prostorih misli drugačen svet. Mogoče samo še kratka opazka ob koncu, kar je tudi mene presenetilo morda ob tem v Molu, kako glasen, barvit je pravzaprav bienale, nekaj, kar ne bi pomislila ob tej temi. Ne? Ja, je bil tudi dejansko zelo glasen. Ja, še zlasti so bili protesti glasni. No, to mislim, da je treba še enkrat poudariti, da je to en element, po katerim si bomo letošnji bienale zapomnili. Ne? Ko se piše zgodovina bienala, tudi za nazaj se vedno omenja pozicija bienala, ko so se dogajale hude stvari, ne, bienale se je zavzemal doskrat in dajal podporo glasovom, ki so bili zatirani. Ne. Zdaj pa vse smo povedali. Jaz ste rekla, ti si dvakrat to rekla, jaz pa še nisem, samo to, da popolnoma, mislim, klele se res popolnoma strinjam, protesti so bili zelo pomembni. Jaz mislim, da ravno zato, tudi ko so govorile, se nikoli ne moreš gledati samo pač umetniških del znotraj bienala, ampak jaz mislim, da tukaj se je zgodila ena ključna, nikoli več ne bo, kot je bilo. Jaz mislim, da je bilo pomembno, tudi jaz sem sodelovala na protestih, nisem šla v 3 paviljone z več razlogov. Mislim, da nimam zdaj več časa govoriti o tem, ampak definitivno izredno pomemben bienale, tudi predvsem zaradi protestov, ki so se zgodili znotraj tudi. Ne le zunaj, pomembno je bilo in od zunaj in predvsem ta dan, ko so bili zaprti skoraj vsi paviljoni. Jaz mislim, da je bilo to zelo pomembno. Pomembna gesta in ne samo simbolna. Ja, in tudi številni umetniki na osrednji kurirani razstavi so izobesili napise v podporo Ne samo zaprli, ampak dejansko postavili se na pravilno človeško stališče. Povejmo, da je šlo za proteste predvsem zaradi Izraela, kajti Rusija je bila že dovolj problematizirana. Ne? Mislim, to je za proteste, mislim, to je organizirala Anga, se pravi organizacija, ki se izključno ukvarja z antigenocidom, se pravi z palestinsko stvarjo. Ne? Tako da je bilo to namenjeno predvsem temu. Ne? In mislim, da je bilo to pomembno, seveda so na svetu tudi drugi problemi, ampak je bilo pa zanimivo gledati to listo držav, ki so zaprle vrata v času protestov. Mene je par stvari presenetilo, ampak to bo tudi ostalo za zgodovino in mislim, da je bienale takšen, kot je. Slika sveta dejansko vseh teh odnosov, se pravi, res ponuja odlično priložnost za analizo mehke moči, artwashinga, glasov, ki se upirajo vsemu temu, in naše sokrivde vsem tem. Bienale kot analiza sveta, naj bo to naša zaključna misel. Zdenka Vodovinac, Saša Nabergoj, hvala vam. Hvala. Hvala, Iza, za vabilo in Zdenka za pogovor.